metoda kot rečeno bi tule naredili dva primera, ostalo pa na vajah ali pa sami kaj pogledate. Ja. Bomo vzeli kar prvi zgled. Bomo to kar na zgledih spoznali, ker ni potrebe po kakšni hudi teoretizaciji, ampak zgolj na potezi smo z uporabo. Dajmo takole narediti. Naboj pred naelektreno kroglo. Torej, zadeva zelo šolsko zveni, ampak boste videli, ko bomo začeli tole majčkeno razvijati, se bodo kar ponujale interpretacije, ki nam bodo, bi rekel, širile obzorje. Torej, ko imam tukaj zapisano naboj, imam v mislih točkasti naboj. To se pravi, da imam kroglo, ki je naelektrena, to se pravi, da ima nek naboj, jaz bom to označil kar Q, kaj pa vem, krogle. Če že to krogla, ne? To je radij krogle. No, zadeva je rotacijsko simetrična, ne? Zdaj bomo pa tukaj en naboj vzeli Q, ki je na neki oddaljenosti, ne? No, in dajmo si postaviti kot vprašanje, kako bi jaz v tem slučaju, da bi imel tisti balon, ki sem ga oblekel v folijo, ali pa tista ping-pong žogica iz vaše vaje, ping-pong žogica, ob njej pa rečemo en prašni delec, ki ga razumem kot točkast naboj. Zdaj, kako tista kroglica, ki je naelektrena, ki sem jo izmed plošč ven vzel, z nekim, ne z golimi rokami, ker potem se naboj prenese na nas. Torej, nekaj rokavice bi moral imeti, izolacijske. Tako, torej, kako bi zdaj ta problem rešil? Ja, zdaj malo moramo dobiti asociacije na zadeve, ki smo jih tule že delali. Glejte, mi smo imeli primer naboja pred kroglo, ki je bila na potencialu nič, in to smo znali rešiti z nekim pomožnim nabojem, ki je v zrcalni legi oziroma v neki izmaknjeni legi. To se pravi nekako zrcalno k temu naboju, če gledamo pač površino kot, bi rekel, ploskev zrcaljenja. No, ampak ta primer za tale naš slučaj ne bo dober, kajti za ta naboj in ta dva naboja skupaj, tole ni ekvipotencialka s potencialom nič, ampak ima nek drug potencial. No, to se pravi, moram zdaj nekako take kompromise delati. To se pravi, jaz moram na koncu najti rešitev, ki bo zadostila čemu? Da ima to telo naboj QK in da je tale površina ekvipotencialka. No, zdaj, če sem že ta naboj omenil, dajmo ga noter, Q črtica, s tem minus hočem povedati, da je nasprotnega, rečemo, kot ta, če ta, rečemo, prevzeto pozitiven, rečemo, v ekscentrični legi. Zdaj, če bi to zadevo razumel samo s tema dvema nabojema, potem bi za ta dva naboja tole sicer bila ekvipotencialka s potencialom nič, ampak ta naboj, ki je samo modelni naboj za naboj na krogli, ni enak naboju krogle. Zdaj, samo s tem nabojem jaz te zadeve ne morem rešiti. No, kaj moram narediti? Očitno moram k temu naboju dodati še en naboj, da bo njuna vsota toliko in da bo tale površina še vedno ekvipotencialka. No, to je pa možno edino, če dam tule v to točko naboj QK plus Q črtica. Za ta dva naboja je to ekvipotencialka s potencialom nič,
za tale naboj je tole ekvipotencialka, pa z nekim potencialom, in vsota teh dveh nabojev je toliko. To se pravi, s temi tremi naboji sem nekako ustregel vsem zahtevam, ali pa vsem pogojem, da je krogla s takim nabojem in da je površina ekvipotencialka. No, zdaj, kolikšen je E, vemo, to je R0 na kvadrat z D, to smo počeli, a ne? Kolikšen je Q črtica, pa tudi vemo. Q črtica je pa iz tistih formul enako R0 z D krat Q. Dajte malo nazaj pogledati, kontrolirajte me, takole. No, zdaj pravzaprav imamo določene naboje, ki bodo odgovorni za polje kjerkoli, ne? Torej, ti trije naboji so zdaj odgovorni za vsa vprašanja na nek način v tem sistemu. No, če bi me zanimala sila na tale naboj, bi od teh dveh nabojev izračunal poljsko jakost na tem mestu, a ne? Poljska jakost, krat ta naboj, dobim silo. Če me zanima, kaj pa vem, električna poljska jakost tule, ne, bom pač upošteval te tri prispevke, ne. Ta naboj je znan, to seveda tudi ta je znan, ta je pa tudi v štartu znan, ne, tako da ni nobenih skrivnosti. No, mogoče je vprašanje, kolikšen je potencial te krogle. V krogle je zdaj kaj? To je V od naboja Q in minus Q črtica, ne, plus naboj od QK plus Q črtica. Torej, tukaj zapisujem, čigav je ta prispevek. No, tale prispevek je nič. Se pravi, potencial tele krogle zaradi teh dveh nabojev je pri takih odnosih, ne, enak nič. To se pravi, k potencialu te krogle prispeva samo tale namišljeni naboj v centru. Se pravi, to pa je enako QK plus Q črtica 4 pi epsilon nič radij, ne. To se pravi, vemo, ne, če imam jaz naboj, namišljen naboj v centru krogle, potem je potencial te krogle določen pač s to formulo, ne. To poznam že od prej. Dalje. Zdaj bomo pa za tole Q črtica ustavili tole noter. In dobimo naboj krogle plus R0 z D krat naboj, ki je pred kroglo, deljeno 4 pi epsilon nič R0. Takole. No, bom kar takole označil, je tole VK. Torej, prišel sem do odnosa, ne, med nabojema, ki sta vstopna podatka, geometrija in rečemo potencial krogle, ne. Ja, no, zdaj bi se pa tukaj morda majčkeno zadržali in poskušali iz tegale kakšne stvari ven potegniti. No, glejte, očitno je potencial te krogle odvisen ne samo od naboja na krogli, ampak tudi od tistega naboja, ki je v njegovi soseščini. Če bo ta naboj nekje daleč stran, bo ta prispevek zanemarljiv, a ne, in bo pač potencial kroglice določen, kot poznamo, ne, kot potencial osamljene kroglice, ki je naelektrena. No, če bomo pa ta naboj približevali in morda v nekem trenutku celo prišli do površine, dotaknili, potem se bo ta naboj razporedil po površini krogle, R0 z D bo takrat 1 in bo tole Q plus QK bo naboj krogle, ne, in to bo takrat že spet osamljena krogla. A ne? No, tako da lahko mogoče tale VK kot funkcijo D-ja morda razumemo tudi kot dogajanje v času elektrenja, ne. Saj tale naboj nam lahko predstavlja nek elektron, ki smo ga od nekje izstrelili proti temu telesu in na ta način to telo elektrimo. No, pa dajmo to skicirati. Če je tole D, tole je R0. To se pravi,
če je D, če je tale D velik, potem je naboj krogle tole, ne? To se pravi, je tole Q krogle deljeno z 4pi epsilon nič R nič. Zdaj pa, bližje, ko je tale naboj, večji je tale dodatek v števcu in seveda dobimo eno takole funkcijo. Tole je pa QK plus Q z 4pi epsilon nič R nič. Kaj hočem s tem diagramom povedati? Tale diagram pravzaprav nakazuje, kako se potencial krogle spreminja, ko se tale naboj približuje tej krogli. Vidimo, ne? Takole. Bliže, ko smo, potencial te krogle narašča. Da ne bi kakšen mislil, da je ta naboj, oziroma da je ta potencial krogle skočno narastel, ko je ta naboj se že dotaknil, ampak ta potencial krogle že prej narašča. To se pravi, kot da krogla, bi rekel, je pripravljena na ta prihod. Tako izgleda, ne? In seveda, če sem to rekel, da bi bil to lahko model elektrenja, lahko v naslednjem trenutku pošljemo drug naboj. A ne? V naslednjem trenutku naslednji naboj. To se pravi, če bi streljali te nabite delce in na ta način kroglo elektrili, bi se ta potencial takole povečeval. No, to je mogoče en tak razmislek. Gremo dalje, pa dajmo morda zdajle vzeti primer nevtralne krogle. To se pravi, da bi imeli balon ali pa tisto ping-pong žogico, ki nima presežka naboja, ob tej kroglici bi imeli pa en manjši delec z nabojem. Nevtralna krogla. No, ta enačba velja tudi za ta primer, in takrat je VK enak, glejte, če je QK enako nič, R se krajša in ostane naboj za 4pi epsilon nič D. Se pravi, če bi imel jaz nek naboj, tukaj pa kroglico brez naboja, QK je nič, potem bi potencial te kroglice bil takšen, kot ga je predtem imela krožnica, ki gre skozi središče. Zdaj, če imam naboj, potem vem, kakšne so ekvipotencialke. So koncentrične krogle. Če pa zdaj v to bližino pripeljem eno takole telo kot kroglo, pa ta celotna zavzame tolikšen potencial, kot ga je prvotno imela krožnica, ki gre skozi središče. To je tole. No, tam v tistem snopiču nalog imate tudi tale primer, da imamo tukaj naelektren prstan, tukaj pa eno kroglo. Prstan, ki ima nek naboj, zadeva je rotacijsko simetrična, se pravi prstan naelektren, in nekam v os tega prstana postavimo kroglo. In je vprašanje, kako je s temi rečmi. Glejte, vsi tili naboji, ki jih razumemo na tem prstanu, vsak tak naboj je v tej funkciji. To se pravi, da je potencial te krogle takšen, kot bi ga določil nek naboj na tej razdalji. Ker so vsi enako oddaljeni do sredine. Tako. Dobro. Pojdimo še naprej. Zdaj bomo pa takole rekli. Spet bomo ostajali pri tej nevtralni krogli in bomo rekli, naj bo D veliko večji od R nič. Zdaj, zakaj in tako bom vse povedal. Glejte, jaz bom tole narisal, naboj. No, jasno, da na tej sliki ne morem tega odnosa, bi rekel, v merilu predstaviti, tako da je slika rahlo karikirana,
a ne, takole. Torej, tale naboj krogle je enak nič. Radi. Zdaj pa tako, če se vračamo nazaj, kateri so naši modelni naboji? En naboj je v ekscentrični legi, en je v središčni legi. To se pravi, tukaj imam jaz nek naboj minus Q črtica, tukaj imam pa naboj Q črtica. In velikost teh dveh nabojev je določena s isto enačbo. Zdaj pa tako, če bo ta D dost večji od R nič, bosta ta dva naboja šla skupaj. Če gresta pa ta dva naboja skupaj, pa to predstavlja točkast dipol, električni dipol. To se pravi, če bo tale naboj nekje daleč stran, bosta ta dva stremela skupaj in bo njuno polje takšno kot polje električnega dipola. Tega pa imamo zapisanega. No, če je tole E, to je ena zadeva. Drugo pa, če je tale D dost večji od R nič, potem je polje tega naboja na tem mestu, ampak tukaj rišem samo silnice tegale naboja. Potem so, te silnice so na tem mestu praktično vzporedne. To se pravi, če bom jaz ta naboj vlekel stran, bo to njegovo polje tukaj postajalo vse bolj homogeno, ta dva naboja bo ta pa vse bolj predstavljala polje dipola. Kar pomeni, da se pravzaprav približujemo temule slučaju. Da imam jaz neko električno polje, v katerega vstavim prevodno kroglo in ta prevodna krogla, nevtralna, se mi zdaj pojavlja, oziroma njena reakcija je takšna, kot da bi imel tukaj nek dipolski moment. To se pravi, kaj iz tega zgleda? Zaključujem. Problem kroglice v homogenem polju lahko rešujem s pomočjo superpozicije homogenega polja, ki ga znam zapisati in tako naprej, in polja dipola, ki ga imam pa tudi zapisanega. To je to. Se pravi, spet, bi rekel, skozi ta razmislek, pridem do ene rešitve, do katere verjetno po kakšni drugi poti bi si morda zobe polomil ali pa sploh ne bi prišel. Na nivoju, seveda, prvega letnika, da se razumemo. Tako, no, zdaj bo naša naloga samo določiti tale dipolski moment. Pa dajmo to narediti. Dipolski moment P je določen kot produkt Q črtica krat E. Dipolski moment po iznosu je naboj krat razdalja med nabojema. No, Q črtica imamo tamle, Q črtica je R nič D krat Q, E, ekscentričnost pa je enaka R nič kvadrat z D. Takole. No, zdaj bomo pa tukaj lepotno nekaj dodali pa odvzeli, pa boste videli. Jaz bom tukaj dodal pa odvzel 4pi epsilon. Glejte, tole, kar je tlele, je ena zadeva. Vse, kar ostane, je pa druga. To se pravi, pišem Q z 4pi epsilon nič D kvadrat krat 4pi epsilon nič R nič na tretjo. Takole. Kaj pa je tole? Če je ta naboj daleč stran, je pa Q 4pi epsilon D kvadrat, to je pa poljska jakost v okolici točkastega naboja. Ja, to je pa tisto praktično homogeno polje. To se pravi, da je tole pa E nič. To se pravi, da je ta dipolski moment zdaj enak 4pi epsilon nič R nič na tretjo krat E nič. To se pravi, če imam jaz znano poljsko jakost, rečemo 1 kV, če imam znan
radijek te kroglice rečemo 10 cm, potem vem, kolikšen mora biti dipolski moment tega dipola, ki ga postavim, ali pa je postavljen navidezno v središču, in s pomočjo njega določam potem. To se pravi, polje tlele je potem E je enako E nič plus E tega, no, bom sam EP označil, takole. Se pravi, električno polje na nekem mestu je zdaj vsota dveh. Tole poznam, znam zapisati, tole pa tudi znamo zapisati, se imamo v zvezkih. Primerno se je treba organizirati, rečemo, da je tole Z os, da je tole rotacijska simetrija, da je tole tale polarni kot teta in zadeve stečejo. Zdaj, od P-ja znam zapisati polje, tega imam tudi znanega, njuna vsota je pač tisto, kar iščem.